Danes nekaj mojih razmišljanj o heksu in vseh ostalih njegovih derivatih. Pa Pulse Chain, zaradi tega, ker je bilo to vaše vprašanje. Pa bi mogoče nekaj splošnih zadev, pa še eno prošnjo imam. V bistvu, če mi pišete spodaj v komentarju pač stvari, komentirate, pohvale super, in pa če se ne strinjate, tudi super, ampak obvezno na tem kanalu smo navajeni, mi napišite, s čim se ne strinjate in zakaj, vaše argumente, ne kar pljuvati nekaj na splošno. Ta kanal temu ni namenjen, pljuvanju na splošno, a ne. Tako da pač ne bom odgovarjala, ali bom pa take bedne komentarje brisala, a ne. Pametne komentarje, če se ne strinjate, in vaše argumente bom pa absolutno puščala. Definitivno ja, zaradi tega, ker jaz ne vem vsega in kakšne stvari se zmotim, kakšne stvari pač jaz imam pol šanso, da preučim tisto, kar mi vi napišete, in pač vam potem povem ali pa napišem spodaj svoje mnenje. Tako da to je prošnja moja, a ne. Torej najprej samo to. Bitcoin, to je tole. Bitcoin je prva in trenutno edina res normalna kriptovaluta, če vzamem še Xen, ampak Xen je po Bitcoinu narejen in na žalost je od Ethereuma derivat. Zaradi tega se X1 dela, mreža čisto posebej, neodvisna od Bitcoina in neodvisna od Ethereuma. To bo čisto svoja mreža, sprogramirana približno tako, kot je Ethereum, oziroma pač po derivatih od Ethereuma, vendar so neke težave, zaradi tega so programerji se odločili, da bodo to naredili čisto po svoje, kar je absolutno prav. Pa ta X1 naj bi bil povezava med Ethereumom in Bitcoinom. Bridge, nek most, bridge. V bistvu ne samo na te dve mreži, ampak na vse ostale, ki jih je ful veliko, tudi Pulse Chain in ostalo, ne. Okej, torej Bitcoin, kot vidite, market cap 800, koliko je to? 32, to je ful velika številka, dajte sami pogledati. Se pravi, 1000, milijoni so to. V glavnem ful več kot recimo naslednja kriptovaluta, ki je Ethereum oziroma Ether je kriptovaluta, Ethereum je pa mreža, ne. Zdaj Bitcoin je definitivno dominanten in je največ kapitala, to se vidi tukaj. Zdaj tudi po tem čartu vidite, a ne, ke je dosti umirjen, tudi če gre dol, je dosti umirjen. Če pogledamo Ethereum, tale čart na desni strani, je zelo skače gor pa dol, a ne. To pomeni, da je bistveno manj denarja in vloženega noter, in ker se dvigajo večji zneski, toliko cena pač skače gor pa dol. To je super za Wall Street in to je super za traderje, preprodajalce, ki vlagajo in ven vlečejo ogromne denarje. In seveda pač, če je znesek ful velik, se pozna, a ne. Če gre malo gor, pa tako naprej, stavijo za gor, pa stavijo za dol. Pa te stvari so več ali manj kar precej dogovorjene. To poglejte film, kaj že, Volk iz Wall Streeta, tam je zelo velika resnica povedana, kaj se dejansko na Wall Streetu dogaja. Jaz sem bila grozno razočarana, zdaj sem razočarana, ko je Bitcoin na Wall Street prišel s temi ETF-i, to pomeni, da se absolutno manipulirajo zadeve. Pri Bitcoinu je seveda problem to, ker je 90% Bitcoinov v lasti ene osebe, Satoshija. Ne vemo, kdo to je, in ne vemo, kaj bo s tem naredil, a ne. Če se to ali proda ali kakorkoli, potem je to kar težava. Zato je pa tudi Bitcoin zdaj ima tako veliko ceno, drugače ne bi mogel imeti, ker ga je ful malo na trgu, a ne. Isto je z dolarji, a ne. Dolarji gre, pač cena dolarja gre zdaj gor, ker ga je na trgu vedno več, ker vedno manj, a ne. Vedno več ljudi hoče imeti ta dolar in za njega dajo vedno več denarja, a ne. In tudi
probajo se znebiti ostalih valut, kot je evro in vse ostalo, ne. In potem gre to v dolar, dolar pa raste, a ne, in dolar bo seveda vse pod sabo pokopal, vse ostale valute. Zdaj, če bo pokopal Bitcoin, možno je, ker Bitcoin je precej vezan tudi na dolar, dejansko, saj so dolarji itak v njega vloženi ali pa druge valute, a ne, ki pa bazirajo na dolarju. Dolar jemlje tako kot Bitcoin, v bistvu v teh, kako bi rekla, navadnih valutah, a ne, in recimo evro je kot Ethereum derivat oziroma neki kupon od dolarja. In tako, in tudi ostale valute isto, edino pač, ne vem, pri rublu nimam pojma, kako to gre, ker Rusija se je odcepila od Evrope in ostalega sistema, denarnega sistema, a ne, evro-dolar sistema se je odcepila, tako da ne vem, kako zdaj to gre čisto točno, a ne. Okej, skratka, vse, kar je od Ethereuma navzdol, so Ethereum derivati. Vse, tudi Binance, a ne, on je se odcepil od Ethereuma, ampak je derivat. In tudi Hex je od Ethereuma derivat. Pojdimo na Hex. Takole, zdaj Hex ima ful veliko izgubo, od 97, skoraj 100%, a ne. Tako da pri Hexu, če gremo na maksimalno od začetka, glejte, v bistvu približno tako, kakor je na začetku bil, je tudi zdaj pač cena, a ne. Če v njega verjamete, potem se ga zdaj nekako približno splača kupovati, ker je pod 1 cent padel, pod 1 cent, a ne. In se ga splača v bistvu zdaj, a ne, če verjamete v njega. Ampak bo treba na naslednji bull run počakati, ne, ker Hex zna narediti 10 do 100x, tako je sprogramiran, ima pa en ful velik problem in problem je pač v bistvu na dlje časa, ko ga stejkate, večji fee je treba plačati, ker preračunava vsak dan posebej za nazaj. Tega jaz prej nisem vedela. Če bi vedela, nikoli Hexa ne bi zdala stejkati. Nikdar in nikoli. In zdaj v bistvu ga, evo, 1 cent, bravo. V bistvu zdaj jaz Hex imam likviden in čakam, da bo pač naredil, jaz sem ga kupila po 40 centih. Glejte, kakšna izguba je do zdaj, ne. Kljub temu, da sem dobila, da sem ga stejkala, sem dobila nekaj kovančkov, pač ne toliko, kakor sem mislila, da bom. Je seveda izguba še vedno zelo velika, vendar, če hočem to izgubo pač, če jo hočem v dobiček spremeniti, bom mogla nekaj let čakati, verjetno tudi do 10 let, da naredi Hex 10 do 100x, pa da gre čez 40 centov in potem ga bom prodala in se ga bom za vedno znebila. Hex meni ni v redu kriptovaluta. Morate paziti, kateri Hex je. Tale tukajle je znakec od Ethereum na desni strani, od Ethereum mreže. Tale Hex je od Ethereum mreže. Tukaj spodaj piše tudi Ethereum Ecosystem, a ne. To morate paziti. Okej, če gremo naprej, tole je pa recimo Hex Pulse Chain, a ne. To je pa na Pulse Chain mreži. Morate paziti, a ne. Tale pa je 2 centa, se pravi 1 cent je dražji od Hexa, dajmo maksimalno, ta je mlajši, dosti mlajši, toliko star, kakor je Pulse Chain, a ne. Kaj je z njim? Na začetku, koliko je bil na začetku, 1 cent, tam približno, nekako dosti stabilen je. Zdaj pazite, pri Hexu je v bistvu zelo malo, je market cap, koliko ima velik, nima velikega market capa, se pravi, ni veliko not vloženo, pa malo ljudi vlaga, je to problem, a ne. Podobno kot pri Bitcoinu, ker če te veliki ven poberejo, pade ful cena dol. In pol ta mali plačajo dejansko za to, ne. Tako da isto je na Pulse Chainu kot na Ethereum mreži. Zdaj za mene je Pulse Chain absolutno predraga mreža
je bistveno cenejši kot Ethereum, ampak ni tako, kot je bilo obljubljeno. So GVI grozno visoki, ne vem zakaj je to tako, absolutno previsoki. Ker če bi bilo tako, kot je obljubljeno, v bistvu, da pol bi jaz tudi delala na tej mreži, tako pa čisto nič ne delam. Premajhna mreža je zaenkrat, čeprav je tam nekje 3., 4. za Ethereumom. Zato, ker je pač odcepila se od Ethereuma in je kopija Ethereum mreže in seveda je ful velika zaradi Ethereuma, ne. Ampak je zelo veliko ljudi šlo ven iz te mreže, tako da pač, ne vem, sami ocenite, jaz je ne uporabljam, no, pač zdaj Pulse, samo malo, Pulse Chain, recimo tale je na Pulse Chain, to je na Pulse Chain mreži, tega jaz imam, to sem dobila airdrop, ker sem pač vložila tisto, pač na začetku, še preden je pa tisti Pulse Chain mreža nastala, sem vlagala noter in sem, takole gre ta reč, in sem razočarana v bistvu, ker je ni tako, kakor smo mislili, da bo, no, pač čisto naivno smo si predstavljali, tako kot nam predstavil Richard Hart, stvari niso take, oziroma Richard Schuller, če pač povem. Zdaj, to je pač prvo leto na začetku itak, da gre gor, ne, ta Puls, tako da tisti, ki ste vlagali, jaz osebno bom počakala par let, no, da pač to zraste in se bom tudi tega znebila. Absolutno ga prodam in se znebim, ker se s tem ne bom ukvarjala. Jaz sem pri Heksu sicer naredila napako, ker sem šla v Heks derivate, a ne. Tisto, kar sta naredila programerja Deepcatcher pa Viktor. V bistvu na začetku so ti derivati v prvem letu so bili boljši od Heksa, ampak zdaj so slabši, dejansko je tudi tam izguba, ne, pač Heks sem zamenjala. To je moja šola zdaj, da se ne splača iti v derivate, a ne. Če mislite vlagati v Heks, dajte samo v Heks, ne iti v derivate, a ne. Sicer je ful lažje delati z derivati od Heksa, ful lažje, ker so boljše sprogramirani, ampak vseeno, pač jaz mislim, da se ne splača, ne. Da se zadeva pač ne splača. Torej, vprašanje je, ali se splača v Pulse Chain vlagati. Zdaj, to je moje osebno mišljenje in nikakor ni noben nasvet, a ne. Tako da sami razmislite, ja ali ne. Jaz ne vlagam in ne bom. Ko bom pač, ko bom zaslužila malo več iz tega Pulse Chaina, če sploh bom, potem bom jaz se tega znebila in ne bom vlagala, nikakor ne. Vlagam v bistvu v Xen, in pa bom vlagala v X1, a ne. Žal mi je, ker nimam dovolj časa, da bi te bloke naštudirala, ki se zdaj delajo na X1, ki je tako približno kot Bitcoin, a ne, pač se rudari in tisti, ki zdaj delajo, no, to pač, ki znajo, ki so se poglobili v zadevo, ki imajo čas, bodo na neki način nagrajeni. Jaz upam, da bom kmalu lahko se s tem tudi začela ukvarjati. Tako da, če vas zanima, pa če se na to spoznate, mogoče pojdite pogledati, se pravi delati bloke na X1, a ne. Te zadeve so zastonj, razen transakcije treba plačati, to ni, se pravi, Xen je zastonj. Tako da jaz mislim, da bo boljši od Bitcoina, sčasoma, čez kakšnih 8-10 let, a ne. Zdaj prvo leto Xena, o tem bom še govorila, in se najbolj splačalo to prvo leto. Tudi zdaj, ko je bil GVI izjemno visok, sem imela profit in bom to razložila, ko bom Xen naslednjič, a ne. V glavnem, naprej še pogledati Pulse X in podobni
PulseX je bridge, ne, se pravi coin za, tudi na PulseChain ekosistema, ne. Res paste, no, pač kje ste, na kakšno mrežo greste, na kateri mreži delate, zaradi tega, ker če ste na napačni mreži, pošljete napačen kovanec, ste ga izgubili. Za zmer se to pač nekje v medmrežju blockchainu zatakne in to je to, a ne. Zdaj, jaz sem razočarana v bistvu nad cenami, nad vsem, ker verjetno s časoma bi znali biti, ali pa tudi ne vem, ker porabnikov je malo in to so pač tisti res zvesti privrženci, traderji in tako, in pač ljudje, ki poskušajo druge z marketingom not zvleči, in jaz nisem zadovoljna, no, pač, ker je nekaj podobnega, kakor je Bitcoin, samo s tem, da vemo, kdo je lastnik 90% kovancev Hexa, in to je Richard Schuller, ne. Pač njega poznamo in vemo, da je bučman. Ni mu za zaupati, no, nikakor ne. Tole je, evo, koliko, ne vem, v glavnem ima 4 ničle, po mojem, zdaj, če mislite na dolgi rok PulseX držati, bi se splačalo, a ne. Bi se splačalo vlagati mogoče zdaj, koliko je cena, ja, zdaj gre gor. No, moje osebno mišljenje, da je še majčkeno za počakati, ker kriza se bo pokazala vsak čas in mislim, da bojo stvari precej padle po tleh. In če v karkoli, zdaj pa res je moje mišljenje osebno, da je ta trenutek res najboljše imeti kar dolarje ali pa stablecoine. In potem pač, ko stvari padajo po tleh, takrat kupovati, sploh če imate zelo malo denarja. Če imate malo denarja, če nimate $500,000 pa navzgor, a ne, se ne splača po mojem zdajle vlagati, ampak ne me poslušati, pač vi sami naredite tako, kot se vam zdi, da je prav, a ne. Tako da to je zaenkrat to, pač stvari je po mojem mišljenju, če imam neki povzetek, za čakati, če jih imate, ne stejkati, po mojem mišljenju, pa čakati, pa ko zraste takrat, pa biti potrpežljiv, imeti nekje na denarnici, hladni denarnici in potrpežljivo pač čakati, a ne. In verjetno bo, nisem pa seveda sigurna jaz v to, ker tudi noben ne more biti siguren, in če kdorkoli pač govori, ker tudi vsi smo mislili, da je to neki velik potencial, pa ne vem, danes vidite reklame, ja, sem jaz to pa to povedal, pa je šlo ful super gor pa to, ampak te ljudje, ki to oglašujejo, ne povedo, koliko kriptovalut so že oglaševali in koliko jih je falilo in koliko so ljudje vlagali pa izgubili. Tega pa ne povejo, a ne. Tako da bilo bi zelo, zelo dobro, da bi povedali tudi to, kaj so reklamirali, pa je šlo v maloro oziroma pač ni bilo uspešno oziroma izguba. Tako da jaz to povem, no, pač kaj sem vlagala, kaj je uspešno, kaj ni uspešno, a ne. Okej, predvsem probleme. Dobro, to je zaenkrat vse, pozdravljam vas v tem zelo zasneženem dnevu, zelo, zelo zasnežen, sem mislila, da bom nekam šla, pa ni šans, ker so drevesa podrta. Vam želim srečno in zdravo leto in pa tudi da boste ta dan nekako preživeli čim boljše, ne tisti, ki ste mogli iti v službo. Ja, tako.